Živijo, tukaj Valentin, ura je 13. Nadaljujem z primeri dogodkov, v katerih reagiramo čustveno, v katerih ustvarjamo konflikt v svojem umu zaradi določenih prepričanj, informacij, ki smo jih sprejeli vase in ki so postale za nas neka absolutna resnica, nek program, po katerem se avtomatično podzavestno odzivamo. Poleg polarnih definicij so potem še tudi primeri raznih idealov, ko si želimo, da bi bil svet idiličen, v skladu z določenimi pravili, standardi, šablonami, in ko potem pridemo v nek dogodek, kjer nekaj izstopa iz teh naših sprejetih idealov, potem čustveno reagiramo. No, recimo tipičen primer takih idealov, za katerimi poskušamo narediti red v naši družbi, so pravila, zakoni. Pa recimo vzamemo na primer samo zakon o prometnih predpisih. Specifično recimo omejitev hitrosti. Na primer, da se vozimo po cesti, po avtocesti recimo, kjer je omejitev 130 km/h. In potem seveda pričakujemo zaradi tega ideala, da vsi ljudje spoštujejo prometne predpise in da spoštujejo ta pravila. Torej, da nihče ne bi vozil hitreje kot 130 km/h. Seveda vsak želi priti od točke A do točke B čim hitreje in običajno vozila vozijo z maksimalno hitrostjo, torej 130 km/h, razen seveda razni tovornjaki in podobna vozila, ki imajo zaradi svojega tovora še manjšo omejitev hitrosti. No in potem recimo, da mi vozimo avto z hitrostjo 130 km/h v prepričanju, da vozimo najhitreje, kar je možno, in potem nas nekdo prehiti z izjemno večjo hitrostjo, da vozi recimo 200 km/h. In potem mi reagiramo. Se jezimo na tega človeka, smo šokirani, ker nekdo ne spoštuje prometne predpise. In potem smo na to osebo jezni. Kaj zdaj lahko naredimo v takem primeru? Lahko seveda tudi mi pospešimo, ga dohitimo in si rečemo, če je on vozil tako hitro, bom pa še jaz, in s tem potem mi sami prekršimo pravila in tvegamo, da dobimo kazen ali da povzročimo kakšno prometno nesrečo zaradi naše objestnosti. No, ko vidimo tak primer, ko nekdo ne spoštuje ali ne upošteva ali ni seznanjen z pravili, tudi to je velikokrat možno, potem seveda lahko ta dogodek sprejmemo tak, kot je. Recimo si rečemo, aha, pač ta vozilo vozi z večjo hitrostjo, kot je dovoljeno. In potem nadaljujemo svojo vožnjo. Ključno je torej, da ko opazimo, da je nekaj izven nekih idealov, pravil, standardov, da to sprejmemo pač kot neko dejstvo, da smo notranje čustveno stabilni in da potem premislimo oziroma se odločimo, kako se bomo na ta dogodek odzvali. Lahko seveda sporočimo na policijo, da je ta
avto prehitro vozil ali pa se odločamo to ignorirati. V vsakem primeru pa, če dovolimo, da čustveno reagiramo, da se na to osebo, ki je vozila prehitro, razjezimo, kaj smo potem s tem dosegli? Absolutno ničesar. Ničesar nismo spremenili, ne moremo zavrteti čas nazaj, ne moremo tega vozila upočasniti s tem, da smo se jezili na njega, ampak samo ustvarjamo konflikt v našem umu in s tem samo škodimo našemu lastnemu fizičnemu telesu. Ali pa celo, da se odločimo tako razjeziti na tega človeka, da ga prehitimo in ga izsilimo in posledično povzročimo tudi mogoče prometno nesrečo. To je potem primer teh skrajnih energetskih obsedenosti, ko smo zafokusirani v neko maščevanje in nam ni mar za nič drugega kot to, da bi se tej osebi maščevali. Pomembno je torej, da smo vedno v takih trenutkih čustveno stabilni in poiščemo praktične rešitve, ki so najboljše za vse, zato da izboljšamo ta svet in da vsi drug drugega upoštevamo kot enakovredna živa bitja in da spoštujemo medsebojne predpise. Toliko za danes, nasvidenje prihodnjič.